Tako, lepo pozdravljeni nazaj. Gala, najlepša hvala za tole vremensko napoved. Moram priznati, da sva se midva vmes malce pohecala z Dalejem, kajti poglejte, to, kar vam kažem, je njegova sorazmerno nova plošča. Dalej, lepo pozdravljen z nami v studiu. Da ne boste zmedeni, pod Recycleman si izdal tole ploščo, ne? Ja, že delujem na 10 let pod Recycleman, mogoče celo malo več. Aha, ja, kaj jaz sem te imela v mislih, v spominu, kot da si kot Recycleman res bolj DJ-jev na začetku, ko si začel s tem imenom. Ja, najprej je bilo mišljeno, da bo to elektronski projekt, pa da bo malo off-branding, kakor tisto, kar sem prej počel, ampak preveč konfuzno bi bilo, da mi vzene 3-4 nickname, tako da Recycleman je next level od Ali1, tako da let's go. Aha, se pravi, Dala je pa tvoja resničnost zdaj imeti. Tako piše zdaj tudi v pasošu? Ja, že 20 let. No, pač ja, takrat, ko si se vrnil iz... Ja, ponovadi ne kažem na vratih dokumentov, danes ni bilo treba, tako da cool. Še boš moral na poti ven, ne? Prav, v redu. A kam, v Kranj? Epidemijo so zdaj podaljšali. Torej, v Kranju še vedno ostajaš. Se pripravljaš na promocijo, morebitno koncertno, zdaj ravno si rekel, tudi intervjuji so del promocije, tako da definitivno, ne bom rekel, da se pripravljam, ampak kar to poteka, ampak na malo počasnejši način. Upam, da bo pa zdaj zalaufal kakor toliko normalno, recimo. Kar se pa benda tiče, bomo pa ko bomo malo več vedeli, bomo začeli se stankovati, to pomeni, da bomo začeli igrati, pa tudi v živo, upam, da čim prej. Benda, torej gre za živo glasbo, nimaš elektronske... Ko nastopamo, je live band, ne? Nas je nazadnje bilo 6 na odru, tako da to je ekipa, ki pa še liho tisti naš kombi z vso opremo in pridemo in funk live, tako 1-2 uri, hip-hop. Alien Greatest Hits plus Recycleman, the best of. Ja, kombiniram material s prvih albumov in pač tudi seveda, kar se zdaj počne. Ja, se eni pravijo, da si pri tem albumu z naslovom Kvas se v bistvu celo mogoče malo vrnil k svojim začetkom, bi se strinjal? Tako bom rekel, je precej podoben mogoče stilsko drugi plošči, se pravi Smetana za frende, mogoče je za kakšen odtenek 2 malo bolj spicy še, po eni strani pa mogoče... Kakam smislu? Vsebinsko. Je tudi malo bolj tropski, ker sem si zastavil konceptualno, ko sem delal album, da bo mogoče tak potovalni safari vibe, ne vem. Ker v bistvu je CD, moram povedati, nastajal še dost pred temi časi koronsko-covidnimi in je v bistvu zelo sproščena plošča, tako da je happy going on, ne. Je pa samo en komad v bistvu navezan na to temo, je pa Karantena car. Ki pa ga najprej nisi hotel posneti, ne? Ja, ne, zato ker v bistvu nekako, zdaj, če si artist, nekako, ki se gibljaš v hip-hop, rap vodah, nekako ponovadi prihajaš z enim sporočilom, ne. Jaz sem tako, ali so komadi sporočilni, ali so pa dejansko nek žur, neka taka abstraktna odštekancija, ne. Pač tisti, ki me poznajo, vejo, za kaj gre, tako da vsi ta novi pa what's up, ne, me morate pa spoznati, ne, ker ta mala generacija, veš, če nisi čist v nekem mainstream YouTube, ne vem, kanalu tam prisoten, ki ga ful forsirajo, se moraš kar face boriti, sploh če si independent artist, pa nisi na nekih labelih, ne. Kar je bilo pa meni zmeraj pomembno, da imaš ta freedom artistični in tudi poslovni, da te v bistvu ne vežejo založbe, ker ti tudi pol poberejo lahko od nastopov, kar se dogaja, pa je ful veliko uspešnih slovenskim glasbenikom, kar folk sploh ne ve, ne. Ja, si predstavljam, da verjetno, če danes se nekateri raperji v Sloveniji namreč promovirajo tudi s tem, da so na zvezkih, ne, o tem verjetno ti sam... Drugače temu čestitam, to se mi ne zdi slabo. Ja? Ja. Kot dobivanje stika z mlajšo publiko. Mislim, veš kaj, po eni strani je dobra poslovna poteza, sigurno je dobro promocijsko, pol vemo, za katerega glasbenika gled, ne. Zdi se mi pa tudi v bistvu, da naš žanr nekako približajo poslušalstvu, ki je dejansko namenjen ta žanr, ne. Ker predvsem mularija pa mladina posluša našo muziko, ne. Ker mi se mi zdi po tem soundu, pa temu smo najbolj moderni na sceni.
In v bistvu, a veš, tako res ful starejši ljudje tega ne poslušajo, ne. Mislim, jaz imam ljudi, seveda, ki so tudi 60 stari in tako, a veš, ne, ali pa kakšni intelektualci, ne, ki so že z 90-ih, ne, so bili mlajši, pa so takrat poslušali te produkcije, tako da ne bi benga izločil starostno, ampak čisto predvsem žanrsko gledano so pa to mladi poslušalci, ne. Jaz se v bistvu tudi tebe že malo štejejo siva brada, ne. podočente hip-hopa, ja, mislim, sploh podočente slovenskega repa. Ja, že kar nekaj časa od tega. Ja, z Lukatom sva se prej pogovarjala, ne, če si bil mogoče res eden prvih, ali so bili ti Pasji kartel in to vseeno malce pred tabo? To je bil skoraj isti čas. Jure Košir je imel takrat svojo ekipo prej CD. Mislim, da so imeli album že oni meseca maja, leta 94, jaz pa leta 94 decembra. In smo izdali plato. Tako da je ta zamik, ne. To me je skozi malo... Ker takrat sem bil zelo, ko bi rekel, kompetitiven, ne. Skozi mi, nismo prvi, ne, kakor. Ampak se mi zdi, da glede na uspeh CD-ja leva scena sploh ni panike, ne. Je to zanemrljiv podatek. Preden greva pogledat nov video spot in če govoriva že o levi sceni in teh začetkih, a ti gre kdaj na živce, da moraš komad pesem Burek skoraj na vsakem nastopu verjetno dobiš kakšno zahtevo po predvajanju, po izvajanju te pesmi. Ti gre kdaj na živce, da jo moraš izvajati? V bistvu, kadar so koncerti, mi ne gre to nič na živce, ne. Zato, ker je pač del repertoarja in je v bistvu neka klasika in ta komad dejansko live dobro zveni, ne. Pa tudi ljudje nekako se še bolj udomačijo, ne, se takoj sprostijo, recimo slišijo ta komad na koncertu, tako je še boljši vibe, ne. Tako da ne, sploh nimam tega problema. Je pa to po eni strani malo smešno, zato ker je najbolj prepoznan komad mogoče zdaj iz tistega začetnega obdobja, ker primarno ni bil mišljen niti, da bo na albumu. Ne. To je bil interni štos, ta komad, ne. Takrat sem jaz tako zelo resno razmišljal in sem hotel, da je message in da se pove, kar se dogaja na sceni. Tako da takrat so bili v bistvu primarno poudarki na komadu Stremecki pa leva scena, recimo, ne. Tam so bila glavna sporočila. No, super, toliko za enkrat o začetkih. Mimogrede, čestitke za 30 let delovanja v Reperskih vodah. Still alive. Tako, in ne se dat, mi se tudi ne bomo, pravzaprav bomo preverili še nekaj iz nove produkcije, tako da naslednjih nekaj minut posvečamo še videospotu z novega albuma Kva, bomo pa videli Quo Vadis. Sorry, sem ti toliko pozno spotil. Na čem si, zakaj si, Quo Vadis, kam greš, naprej naravnost, za nosom, kaj pa ti? Kam greš danes, kam greš jutri, kam greš pol, kam greš naprej, se veš, za nosom, naprej. Na čem si, zakaj si, Quo Vadis, kam greš, naprej naravnost, za nosom, kaj pa ti? Kam greš danes, kam greš jutri, kam greš pol, kam greš naprej, se veš, za nosom, naprej.
Thank you. When you come to Africa. Lepo pozdravljeni nazaj. Malo prej smo pred reklamami videli videospot iz novega ploščka Kva, ki ga je ustvaril Recycle Man, bolje znan tudi kot Dalaj Egol. Praviš, da si pravzaprav posnel tale videospot, ki smo ga videli kar sam, in da v bistvu snemaš sam videospote. Mislim, večinoma jih ustvarjam tako z ekipo, ampak ta je bil dejansko posnet na telefonček, selfie style. To je nek dober telefon, da nam povej, kateri je. To je nek iPhone 5. Aha, ok. Ja. Veš kaj, tisti dan je začel nek močen sneg in bil je moment, da pač se nekaj novega naredi, ne? Ker pač jaz nekako nimam pogosto, mislim, nimam te gostote videoprodukcije, koliko imajo nekateri. Mislim, vsaka čast, ne, ampak vidim, da nekateri na 2 meseca, tudi na mesec izdajo videospote. Neverjetno. Pa sej pri tem novem albumu si tudi ti kar produktiven. Je pa res, da se je malo prej že vse skupaj začelo. Tako da če strečnemo, je tako mogoče na 5-6 mesecev. Ne? Ampak je pa res, da zdaj mogoče že na 4 spoti so uradni, plus mogoče ona 2, ki sta še odprej. Se pravi, Kinder Jajček je že na 4 leta star video, pa ko že tipi jokajo na odru, ne? Ampak ponovadi snemam z ekipami, večinoma frendi, znanci, pol pa, kar si me vprašala, je v bistvu, da montiram sam. Ja. Nekako sem se naučil, da bož montiram, veš kaj, pri hip-hopu je veliko tekstov, ne? In folk ni dobro montiral usklajenosti pač s tem, kar z ustnicami, ne? Aha. In skozi so bile napake in to mene blazno moč. Če gledaš pa je nekaj zamaknem tam pa no to. Tako da, evo. In koliko časa zdaj pravzaprav že videospote torej sam montiraš? Po mojem že na 20 let. Še na 20. Ja. Wow. Okay. Pa tem si se res dobro izmojstril v tem. Hvala. V bistvu veliko enih različnih stvari delaš v zvezi s svojo glasbo. Zdaj prirejaš tudi turistično turo po reperskem delu Ljubljane. Ja, to sliši malo smešno, pa mogoče malo super samo pomembno. Dejansko me pa agencija Urbana Vrana iz Ljubljane povabila, ker ima oni že neke utečene oglede v Ljubljane. Recimo Isad Babačić ima punk turnejo, pa ima to feministično, kako je Ljubljana skozi ženski pogled. In mene so kot enega teh ljubljanskih mogoče hip-hop začetnikov povabili, da bi mogoče tudi na ta način naredili nekaj. Moramo pa prvo še imeti, ker dejansko nam je ta drugi val korone, ta prvi šus v bistvu ugasnil, prvo že razprodano zadevo. Je pa mogoče malo zanimivo od ostalih, zato ker za tisto vstopnico ali pa, kako bi rekel, karto, ki jo plačaš, dobiš zraven moj CD. Tako da nisem 2 ure govora o nekih mojih štorijah ljubljanskih, ampak dejansko pa še nekaj domov s sabo odneseš, se mi zdi fair and square. Tako da mogoče v bistvu sam ogled Ljubljane nadgradnja tega, da si CD kupil. Tako da vabljeni. No, super. Ja, pejte pogledat to turo po Ljubljani, ne bova zdaj izdala točk, ne, zaradi tega, da se bojo gledalci prikazali tudi tam. Lahko pa nam mogoče malce zaupaš, sem se spomnila, sicer ti še vedno stanuješ v Kranju. Seveda, so že rekla, ja. Se pravi, v Ljubljani si bil ves čas nekako gost, ampak si pa skejtal verjetno tudi v Ljubljani redno, ne? Tako bom rekel, jaz sem cel life živel v Ljubljani sicer, rojen sem pa v Kranju. Ampak potem po selitvi na Primorsko, pa prej sem bil še na Rakitni, pa pol v Indiji, je nekako prišlo spontano do tega, da sem v Kranju. Ni bilo zdaj, ne grem v Ljubljano, ampak tako nekako life je pripeljal in mi tam ustreza. Je, kaj ne rečem, zelo prijazno mesto, folk je cool, ekipce so v redu, mislim, Ljubljana je čisto blizu. Po eni strani se pa govori, da je Kranj glavno mesto Ljubljane.
No, vsekakor, če bojo izboljšali povezave, zakaj pa ne, lahko karkoli Ja, glavno mesto. Hotela sem te pa to vprašati, glede na to, da si bil že 30 let nazaj na sceni, že pred 30 leti si pravzaprav vodil TV oddajo, če Ja, se spomnim. sliši se čist daleč, ja. So se prostori za skejtanje po Ljubljani mogoče kaj spremenili v tem času? Ja, več jih je. S tem, da Trg Republike je prenovljen, to pomeni, da tisti parking, ki je prej bil skoraj malo bolj naklonjen prav temu street stylu skejtanja, tisti klanček še posebej pred banko je bil zelo atraktiven, zdaj so tako malo kockice tam pa zatika. Več placov je dejansko. Ljubljana se je sigurno modernizirala, urbanizirala, ogromno nove arhitekture je. Tako da je, recimo tudi na Metelkovi je zelo popularen place pač Moderni galeriji. Drugače pa ja, oddajo smo snemali pa takrat prav v okviru RTV-ja Studia City, ne, in mislim, da 3-4 sezone, tako da je bilo kar reden program, no. Sicer nismo imeli tako fiksno tedensko, mogoče smo imeli 1-2 na mesec. Na začetku je bila to taka malo bolj jackass varianta, in to pred vsemi temi nekimi norišencami, ki so pa začele pač po svetovnih televizijah. Sicer smo bili definitivno za top lista, nadrealista par let, ampak nekako smo pripeljali skejtanje v bistvu z nekega neznanega športa v povojih, še mogoče v slovensko pač na ta tla, ne. In so kar neke generacije, ki še zmeraj v bistvu morda zaradi vpliva te oddaje in skejta in ustvarjajo, in tudi zdaj se po Sloveniji, kar bom že rekel, skoraj na veliko odpirajo kvalitetni skateparki, tako da v Mariboru je en krasen, pa v Kopru je nov, v Gorici je že kar nekaj časa, ampak ne, taki konkretni skateparki, to pomeni, da so lahko tudi mednarodna tekmovanja pri nas. Tako da to je zdaj resen šport. Mislim. Držimo pesti, da bojo res kmalu spet mednarodna ampak v Ljubljani tekmovanja. pa še zmer ni. Tekmovanja. Tazga hudega skateparka. Aha, Ne, tako, je tisti mini place v Tivoliju, ampak ne, Ni za primerljivo z ostalimi. Veš kaj, ni za mednarodno tekmo. Je ena napakca tehnična. V kakem smislu? Full drsi. Aha, Ja, tako ni neki, ja, čist tehnična napaka je. se ne moreš dobro zaustaviti, ni tako betonasto. Prenevaranje v bistvu. Čist prenevaranje. Ne? Tako da folk je pa še zmeraj raži tako, da jih malo trese po mestu. Po pločnikih. Da je malo bolj urbano. Ja. No pa, ti skejtaš še vedno? Veš kaj, imel sem resno poškodbo pred 3 leti, zlomil reber, poškodoval ramo, sem se fejst zasedel za kompjuterom, ampak še zmeraj ga imam, v bistvu imam 2 skejta, en je skozi avto, en je doma. Nazadnje sem eno omaro vozil, sem vrgel na skejt. Ampak letos naj bi se normalno spet podal na 4 koleščka. No, super. Kaj si pa prej skejtal, repal? Mislim, da sem repal prej. Čeprav, mislim, tako bom rekel, ne, rolkico, tisto navadno plastično sem kupil, dejansko tamle je bila včasih Slovenija šport. Tukaj čez cesto, Ja, direkt. nasprot Figo se je tle na Vogalju Slovenija šport in to je bila kakor edina in ta glavna štacuna za šport v Ljubljani, nam rekel v Sloveniji, ker ne vem, ko sem bil premajhan, se pravi, 7 let sem imel in so že imeli tiste plastične jagrce, ki so pa zdaj točno take, ki jih imajo zdaj tam mali une kratke. Aha, ki so res ampak rolka, s tem- sem na eni ja, strani gor. S tem se lahko pač bolj vozil, nisi mogel še skejtati, ne. Pol, ko smo pa videli, pač mislim, da film od Z-Boys, mislim, da ga je takrat na Avstriji ali neki TV, pač nek channel je bil avstrijski, predvajal in takrat se je pa začel, ne. Takrat se nam je začel dogajati v glavah, potem so pa tudi ta pravi skejti počasi prišli na sceno, šele sicer malo kasneje. Se pravi, polka so prišli ta pravi skejti, takrat si potem začel že repati. Pravzaprav, ja. Pravzaprav sem... Ne, takrat sem že band. V bistvu, ja, se pravi, ta pravi odgovor je, skejtal sam prej, kakor repal, ne? Se mogoče spomniš kakšnega verza iz svojega prvega komada, svoje prve pesmi? Mislim, a uradnega ali neuradnega? Neuradnega. Veš kaj, neuradni so bili vsi poskusi v angleščini, ker so bile bolj kopije tega, kar No, sem pa slišal, prvega kar sem slovenskega, obstajal. ki se ga spomniš. Ja, slovenskega sem pa sam napisal, ne, tašnega dneva pa še ne, sonce kurim vroče ti je.
vse je noro, vse je za znoret, pazi, bruhu bom, le kje je prvi skret. No in pa sem tako mat tudi posnel, ne, tako da je na prvi plati. Odlično. Ja, od prve plate pa do zdaj boš imel tudi kak koncert, če se bo zdaj odprlo v smislu 30-letnice? Dejansko letos, mislim tako, zdaj sliši se, da je 30, te številke jaz nisem mislil nekaj poudarjati, prav posebej. Celo, ko sem nazadnje slavil neko obletnico, sem naredil, da je v bistvu namesto 20 let prve plate, sem naredil, da je 15 let druge plate, da se bolj sliši, da je kao manj. Tako da ne, jaz mislim, da ne bom 30-letnic prav slavil, ampak dejansko pač vse komade pa tako igramo iz celega repertoarja, no. Tako da ni nobene panike, da ne bi kdo kaj slišal. A pričakuješ mogoče kak spletni koncert? Si mogoče proti spletnim koncertom? Kako je s tem Ja, ni publike? nisem fan spletnih koncertov. Nekako sem se odločil, da pač ne bomo tega izvajali. Ja, Se pravi, boš raje počakal na odprtje. Ja. Spletno se mi zdi smiselno nekako še vsem DJ-jati, če že to sem dvakrat naredil na začetku kot neka motivacija, pa dajmo. Pač neko fajn vabilo je prišlo, pa se mi je zdelo fajn tisti nek party s kavča. Pol pa nekako meni se zdi, da je v bistvu bil nek čas po svoje za meditacijo, veš, za nek odmik, da se folk malo drugače začne razmišljati, živeti v teh časih, ampak nisem pa naklonjen temu, da je vse zaprto, ne. A veš, ker v bistvu mislim, da je prekomerna skrb in prekomerna strah in bojazen in da, pol leta se mi zdi, da je bilo vse jasno, ampak zdaj naslednji 6 je bilo pa še bolj jasno. Tako da je veliko folka trpi na račun unih par, ki jih bomo zdaj zaščitili, bo mogoče 3-4 mesece pridobili življenja. Respect life, ne. Sam le, mi smo tudi živi, pa kaj bomo zdaj v zaporu doma. Ne. Sej fajn zapor, sem že zmeraj zapor, to ni freedom. A veš, in recimo, pač jaz uradno sem pač, kako bi rekel, jaz sem freelancer, ne. Jaz sem še dobil od države. Jaz imam nobene podpore in tudi ne prosim nobenega za support. Sam pustim mi delati moj job, ne. Ker lej, ful folka ni v službah in tudi ne išče podpora in nič, ne. In smo porabili zaloge, ki jih tudi sploh nekako nismo imeli, ker ne živimo taka življenja, da bi kopičili ogromne količine denarja, kot tele hohštaplarji tamle. Ker njim je vseeno, če se tole zdajle odpre ali ne. 5 ur na mesec, jaz živim več kot pol leta spet čukaj, ne. In se mi zdi zelo nesramno, da so si v bistvu takoj dvignili plače, ga začeli delati to velepomembno delo, hkrati pa so ustvarili sam mišmaš. Ne, če bi sam sledili Evropskim unijam, pa s 3 určki, pa si malo več časa doma zase vzeli, mogoče tudi ne bi si toliko skregani, kot so. Ne. Tudi ne vem, koliko zdrava življenja živijo tele politiki naši. A veš, zjutraj si zategne kravato, ko mi diha, gre v službo, cel dan na slabih sendvičih, ne vem, boh ve kva jejo, tam jih vozijo, vsi so nervozni. Tlele imajo hišo, vozijo se k nam v Kranj na Brdo, ful jim je v redu, ne. Mi pa kaj naj tam? Moramo paziti, da bom šel štacuna, da me bo kaps za ušesa prijel. Pa da bom 400 Zdaj greš lahko v evrov štacuno plačal, tudi brez maske. Sorry. Ne, ni problema. Zagotovo ne dvomim v to, da ti besede kar zlahka tečejo z jezika, ne? To si nam dokazal že večkrat. Ja. Žal nama pa počasi primanjkuje časa, tako da Meni kje ne. lahko, tebi ne, nam pa žal, kje lahko dobimo CD? Lahko ga naročite pri meni online, drugače pa Big Nose Entertainment štacuna nasproti RTV v tem hodniku, ki so stebri in fenomenalna vinilna kolekcija, poleg tudi mojih CD-jev recimo in ostalih slovenskih artistov. Sem že mislila, nas boš zdaj presenetil, da imaš tudi vinilno ploščo. Ne, ti si pa čist predrago. Ja. Žal ni tega investmenta v planu. Tako da, če imamo pa kakšnega full fana, da bi kaj vložil, je pa vabljen, ampak na njegov riziko. Ampak bo toliko večji procent pa njegov. Sej, od danes naprej so tudi te trgovine odprte, če se ne motim. Ne? Ja, upam, da so. Dejansko nisem šel preverjati, ker sem bil 5 dni v naravi pa delal nekaj. No, super. Sej, kaj novega obeta? Mislim, bilo urejanje vrta. Ja, urejanje vrta. No, tudi to je... Ampak sej ta projekt je čist nov. Tako da ja, jaz bi še zmeraj dal poudarek na temu in če se obeta, se kak nov videospot, plus obeta se, upajmo, da čim prej live koncerti, tako da če ne si jo pa treba zmisliti. Jaz mislim, da bo treba na večjih prostorih delati, če bo pač ta distanca. Ne vem, zakaj ne bi, ne. A veš tista fotka, ko so bili stadioni pa krogi narisani?
Glej, se lahko bend distanciram, pa je tako malo folk posebej, se ne rabimo si skaptišati. Čeprav je bolj fajn, če je folk pač klasično ne, na koncertih. Ja, končno bo lahko na oder videli potem tudi tisti, ki merijo manj kot 1,50 m. Tudi oni bojo vabljeni. No, vsekakor. Najlepša hvala tudi tebi, da si se nam danes pridružil v studiu. Vsekakor vas, gledalce, vabim, da preverite ploščo Kva. Kva. A ja, mora biti Kva. Ja, veš kaj, prvi naslov je bilo mišljeno, da je Kva je zdaj. Kva je zdaj. Ja. Pa da je ena beseda, kot da je Zimbabwe. No, pa še zadaj malce kršenje avtorskih pravic, ne? Ne. Ampak je pa ta žaba podobna tisti iz neke risanke. To je ona, to je še podobno. Ja, to je prav ona. Žabec. Super. Kako mu je pa ime iz Modrega dirkača? Čak, to, no. Mislim, da je Pončo. Pončo. Da ni Toro. Toro? Ja, ker sta dva, ja, točno, ja, točno. Čakaj, taj govor, Taro, se pravi, taj Pončo, ja. Ta je Pončo. No, super, zdaj samo, da jo ločimo. Ok, zdaj nam je pa res zmanjkalo časa, tako da res še enkrat najlepša hvala za obisk v studiu in pa res držim pesti, da se vidimo kmalu spet na kakem živem koncertu. Hvala za vabilo. Adijo. Zdaj pa na kratko oglasi, potem pa še zadnja današnja sveža doza aktualnih novic.